Takole so se državne prvakinje ponosno postavile pred snemalce in fotografe z medaljami okoli vratu ter s pokalom in posebnim priznanjem občine. Seveda so bile deležne tudi posebne pesmi. Državne prvakinje ste, ponos mlade občine. In nazdravljanja, kot se za tak uspeh spodobi. Trud je poplačan, hvala Bogu, ja, ker lahko bi se zgodilo, da ne bi bil, si smo povedali, veliko kazenskih, veliko smole smo doživeli, veliko smo trepetali na tekmah, a bomo prišli naprej ali ne bomo. Seveda so pomembni čas, usklajenost, natančnost. Vaja spajanje sesalnega voda je zelo hitra, traja le nekaj sekund. Šteje čas in sodniki pod budnim očesom opazujejo in zraven so pa tudi kazenske točke. In skupaj čas in kazenske točke pač prinese rezultat. Za njimi so naporni treningi 2-krat na teden po več ur in veliko odrekanja. Trener je navdušen predvsem nad voljo, ki so jo pokazale gasilke. Pritisk je bil velik, prvi 2 tekmovanji se jim nista posrečili. Ena članica ekipe si je celo poškodovala roko. Po 2 tekmah so pa pokazali pač svoj karakter, tukaj pač znajo in suveren, malo smo se tresali vmes, ampak slej ko prej naslednjih 30 vaj na 3 tekmah naredili tako, kot treba. Uspeh, čeprav pričakovan, saj so se zanj trudili več let, je eden največjih v domači gasilski zvezi, pa tudi širše v regiji. Ta pokal sem jaz pričakoval, ampak vam iskreno povem 10 let. Ampak glede po 10 letih je pa to prišla pika na i. So dekleta vedno in povsod, kjer so tekmovale, povedale, da so iz Ivančne Gorice vedno s ponosom izobesile ivanško zastavo in bile na ta način tudi pomembni ambasadori naše občine. Gasilke iz Ivančne Gorice pa očitno še niso rekle zadnje besede. Osnovo imamo zgrajeno, zdaj rabimo še 2 napadalke, tako da rabimo 2 resne napadalke z Ivančne, če se katera jav, in štartamo čez 3 leta na olimpijado pa zmagati olimpijado. Spajanje sesalnega voda, vaja, v kateri so za zdaj nepremagljive, je namreč le del tako imenovanega 3-delnega napada, gasilske olimpijske discipline.